Jaz ti lahko pošljem drugače, če češ... Ja. Andreja, povej nam, kaj te je pritegnilo k risanju? Pa jaz v bistvu že rišem od malih nog, ker je moja mama bila vzgojiteljica in potem v bistvu ona je dosti ustvarjala za vrtec in jaz sem ustvarjala z njo in v bistvu risala sem non-stop. Pa pravljice sem brala in potem sem v bistvu črpala non-stop, hotela sem jih sama ilustrirati, tako da. Super, krasno. Se pravi, to je nekako že od malih nog, recimo, ne, hobi, ampak to je zdaj že posel? Ja, tako je. V bistvu od malih nog sem začela risati, potem sem nehala risati, zato ker je bila osnovna šola in je bila srednja šola in so bile v bistvu takrat druge prioritete. Potem so prišle napačne službe in potem sem se v bistvu zavedla, da bi lahko začela spet risati in sem v bistvu ta hobi naredila tako sem. Super. Povej nam, verjetno vse zanima, od kje črpaš inspiracijo za risbe, ilustracije? Pa v bistvu najbolj iz narave. Dostikrat me inspirira tudi kakšna dobra knjiga, ali pa če že delam za knjigo, pa itak črpam iz teksta, ne. Super, odlično, ker vidim, da so te posteljnine čisto take, v bistvu gozdne živali, pa malo je tudi, ne, pa malo je tudi prazgodovine, zelo, zelo lepe in zdaj pa nam povej, kako to, da smo sploh stopili s tabo v sodelovanje? Ja, v bistvu z Denisom, ki ima Minu, sva se poznala že od prej, ampak ne zato, da sem jaz dobila to sodelovanje zaradi tega, ker se poznamo, ampak zato, ker je v bistvu dejansko spremljal moje delo in potem mi je rekel, a bi sodelovali in sem bila itak valjda, jaz ful rada rišem, tako da. Super. A si imela, recimo, ob dogovoru že neko vizijo, kaj boš narisala, kakšne motive, v katero smer bo šla celotna kolekcija, ali si tisti, ki pravijo, zadnji moment se odločila? Ja, v bistvu sem imela že neko vizijo, ampak samo za nekaj teh posteljnin, potem so pa ideje prihajale sproti. Denis je samo rekel, rabimo za punčke in rabimo za fantke. Ne, za punčke sploh ni bilo problema, za fantke sem se pa mogla malo potruditi, ampak mislim, da mi je šlo. Super, prelepe so. In v bistvu je to zdaj risanje, ilustracije, tvoja dnevna rutina, ne? Daj nam opiši, recimo, tvojo dnevno oziroma jutranjo rutino, kako izgleda? Ja, v bistvu, jaz rabim vedno kakšne pol ure, da pridem ven iz postelje, zato da se lepo prebudim tako, kot je treba, ne, in potem itak. Prva stvar, ki jo rabim, da lahko začnem dan, je kava in potem skuham si res tako šalico kave, ker jaz rabim res dozo. In potem si jo odnesem v svojo pisarnico in takrat začnem dan. In takrat začneš. Čist, verjetno linije same od sebe, nimaš nič, ko se usedeš za mizo točno določenega, zdaj bom pa to narisala. Ja, kdaj? Včasih si že en dan naprej splaniram, če mi pride ideja, jo moram takoj spraviti na papir, drugače pa sproti lepo. Super. Imaš kakšne najljubše barve, s katerimi rada delaš, ali je čist vključiš vse? Najraje delam z akvarelnimi barvami, zato ker se mi zdi, da mi najbolj ležijo, najbolj se sprostim ob njih in... Mogoče kakšni najljubši toni, zemeljski? Ja, definitivno naravni toni. Imam rada naravne barve, nimam rada kričečih barv in akvarelne barve so v bistvu, ravno v tem je čar, zato ker jih lahko nežne so, pastelne barve lahko ustvarimo z njimi in v bistvu čarobne so čisto. Krasno. Ja, akvarelne se kar pogosto uporablja, ne, po raznih projektih. Zdaj, ko si že rekli, jutra se prebudiš, rabaš čas, a zadosti spiš, koliko ur na noč spiš, a si vzameš tisti 8-urni lepotni spanec? Ja, definitivno, jaz moram spati, tako da grem raje zvečer prej spat, da sem naspana, ker če nisem naspana, ne morem funkcionirati. Super. Najljubša posteljnina, material? Kjer je? Bombaž, definitivno. Bombaž. Sem imela enkrat, v bistvu, bila je ta poliester, naj bi bil satin, ampak je prav neprijetna. Ja. Kaj pa barve? Barve? Imaš kakšno, ne vem, tako stilsko
spalnico, da barve morajo klapati ali je to čisto? Barve morajo klapati, ja, definitivno. Ne, da mi seka ven neka živa barva, rada imam nežne barve, umirjene tone. Bolj ne barve kot barve v spalnici, ker nimam rada pretiranih barv, tako da nežni toni pa nežni motivi. Tako da, ko prideš v spalnico, te dejansko tudi pomiri zraven. Ja, itak. Povej nam še, kako si vzameš čas zase, za tisto sprostitev, za tisti tvoj notranji jaz. Verjetno rabiš tudi nekaj premora od risanja in tega, ne? Ja, jaz imam urnik za delo določen, zato ker na začetku svojega dela, ko sem začela v bistvu svoj posel, si nisem določila in je bilo vse skupaj rahlo kaotično in na koncu ti zmanjka časa za sebe. Zdaj pa imam dopoldne delam, zato si uro vsak dan naredim zjutraj, med tednom, vikend je fraj. In potem ob določeni uri neham delati in si vzamem čas za sebe. Ok, dajva še za zaključek, recimo, tvoj hobi je prerastel v posel. Kaj bi zdaj recimo sporočila vsem ostalim, ki v bistvu imajo nek hobi, pa ne vejo, kako bi, pa bi tudi recimo iz hobija radi naredili posel, ne? Radi bi sledili svojim ciljem oziroma svojim sanjam. Imaš še nasvet? Jaz mislim, v bistvu si tako že odgovorila, če imaš sanje, moraš v bistvu samo delati na tem, da jih uresničiš. Zato ker tam, kjer je volja, tam je dejansko pot. Tudi je pregovor, ampak je res je. Zato ker jaz sem delala dosti stvari v življenju, ki me niso veselile in to človeka ubija. In potem sem razmišljala, to me veseli, v bistvu sem v tem dobra in sem samo delala na tem in v bistvu zdaj sem tukaj. Pa še v bistvu me čaka res dolga pot, da bom dosegla vse. Krasno. Daj mi še povej ime kolekcije Skrivnosti gozda. Si sama poimenovala ali ste skupaj nekako prišli do tega? Skupaj smo v bistvu prišli. Mogoče glih na podlagi teh ilustracij, ker na začetku nismo imeli določenega naslova, ampak ker v bistvu je res ogromno teh gozdnih motivov in motivov iz narave, je potem prišel tudi ime. Krasno. Prelepa kolekcija, skice pa itak neverjetne. Andreja, hvala ti. Hvala tebi.